Draž, ste v slovenski ženski skakalni reprezentanci zadovoljni s preteklo sezono? Ja, lanska sezona je bila zelo uspešna, bi rekel tudi nad pričakovanji. Olimpijske igre, so bile res vrhunec sezone, in tam s 3 medaljami, so dekleta odlično nastopile. Prav tako pač rumena majica, Nike Prevc, skupni seštevek. Ja, kaj več, mogoče si tudi ne bi mogli želeti oziroma vrhunsko, ja. Sploh po takšnem začetku sezone, ko so vas pustili poškodbe pa bolezni, kaj ne? Ja, v bistvu smo imeli kar veliko smole, s poškodbami, tako Tine Erzar, Taji Bodlaj, Eme Klinec, smo bili zelo okrnjeni v reprezentanci. Na srečo, sta iz B reprezentance vskočile, Tinkara Komar in pa Maja Kovačič, ki sta zelo dobro, pokrile ta dva prazna mesta. Oziroma predvsem Maja je zelo dobro izkoristila tudi to priložnost v A reprezentanci. Ste pomočnik glavnega trenerja ženske reprezentance, Jurija Tepeša. Kako je trenirati najboljšo skakalko sveta, recimo? Ja, v bistvu, bi rekel, imamo ta privilegij, da lahko treniramo najboljšo skakalko sveta, plus tega imamo še zraven Niko Vodan, ki je bila najboljša skakalka sveta, zelo izkušeno Katro Komar, in pa Tino Erzar, Tajo Bodlaj, ki so bile, na mladinskih svetovnih prvenstvih, obe, z medaljami. Pa Emo Klinec, svetovno prvakinjo, ne? Tako, Emo Klinec, svetovno prvakinjo, ja, in pa svetovno rekorderko. Bi rekel, zelo lepo, je delati v taki ekipi in pa tudi, da se neki privilegij, da se učiš na takih, rezultatih in, z njimi rasteš. Kaj kot pomočnik trenerja počnete v reprezentanci? Ja, v bistvu v reprezentanci ima vsak svojo nalogo. Jaz sem predvsem zadolžen za, pomoč Juriju, kjer delamo imitacije, jih, lovim, potem se posvetujeva malo o tehniki, predvsem to, fizični treningi, spodbujanje deklet, pogovori in tako naprej. Potem pa še vse postranske stvari, ki pridejo zraven, kot so kakšne rezervacije hotelov, načrtovanje, logistike, karkoli, vse, kar pride zraven, da pač pridemo na tekmo pripravljeni, in da se tam pojavimo. Dopustov je konec, zdaj ste že pričeli z delom, kaj ne? Kako potekajo, dnevi treningov zdaj, poleti? Ja, v bistvu zdaj bi rekel, je ta pripravljalno obdobje, ki je za punce, zelo naporen. So malo težji fizični treningi. Zdajle v maju, smo imeli pač od ponedeljka do petka, smo imeli treninge, zjutraj, in pač tukaj morajo priti res pripravljene, že mogoče malo, v to, da začnemo lepo graditi na kondiciji in tako naprej. Tako da drug teden, bomo pa začeli v začetku junija, bomo pa začeli s skoki na manjših napravah, in potem usklajevati vse to, ko do 1. avgusta, kjer preidemo malo bolj na tekmovalno obdobje, to poletno. Pozimi vas verjetno kar precej časa ni doma, ne, ko hodite po Evropi in svetu, zato je verjetno olajšanje treniranja zdaj poleti, ko se lahko po treningu odpeljete domov, ne? Ja, pač res je. To je šport, mislim, taka služba, konec koncev, zelo razgibano, zelo zanimivo, seveda paše poleti, da si malo več doma,
Se pa vedno tudi veselimo zelo zime, da začnemo resno tekmovati, in pač, da vidimo, kaj smo naredili poleti in poskušamo, rasti na tem. Andraž, je težje trenirati ženske kot moške? Jaz bi rekel, da nekako oziroma sam ustvariš ekipo. In kako bi rekel, jaz ne bi rekel, kaj je lažje, kaj je težje, ker vsak športnik tukaj je nekako individualist, a ne. In tukaj primerjati spole, sploh ne moreš, oziroma bi bilo krivično reči, te pa lažje, te pa težje. Tako da tukaj imamo osebnosti, ki pač vsak po sebi zahteven, vsak po sebi ima rad to, vsak po sebi ima, drugačne zahteve, a ne. Tako da, ja, vsakemu tukaj se je treba malo prilagoditi, a ne, in pač skupaj najti pot in jezik, da pridemo do uspeha. Imate kot trener kakšnega vzornika? Ja, v bistvu bi rekel, da če že nekdo dobro dela, si ga vedno vzamem za vzgled in pač to skušam tudi preseči. Da bi rekel poimensko, vsi, ki so, ne vem, že v Sloveniji imamo kar nekaj trenerjev, ki so zelo uspešni, v tujini jih je veliko, in če od vsakega vzameš, nekaj dobrega, po moje, da to pelje v neko dobro zgodbo. Bi še skočili v Kisovcu na skakalnici? Ja, v bistvu v Kisovcu bom skočil v soboto, malo za šalo, ker gremo vsako leto na pokal občine Zagorje, v Kisovec, da se malo pozabavamo. Potem pa tudi klubski piknik in imamo kakšno odbojko, glasba in tako naprej. Ali, kateri je tisti dogodek iz vaše skakalne kariere, ki se vam je najbolj vtisnil v spomin, ki ga imate tako radi? Ja, v bistvu dogodkov je veliko, a ne. Pač tukaj v športu že od majhnih nog, ne vem, ko prvič dobiš v roke priznanje, za to, da si, ne vem, bil uspešen. Bi rekel, pa ne toliko zaradi rezultata, kot zaradi tega, da si ti nekaj poplačal, neki trud. Potem mogoče najbolj tudi ona sezona v svetovnem pokalu. Tisto prvo mesto, res neka lepa nagrada za vso delo, za vso trdo delo. Pa tudi kasneje bi rekel, še po tistem, par let kasneje, točke svetovnega pokala, to mi je zelo ostalo v spominu. In pa mogoče tudi zadnja sezona v smučarskih skokih mi je pustila poseben pečat, ker nisem šel tako zelo, bi rekel, kot sam športnik s cilji do nekega velikega uspeha, ampak sem šel s ciljem, da se naučim nekaj za naprej. Predvsem sem bolj pogledal malo bolj okrog sebe, kaj se okrog mene dogaja, da sem videl še mogoče drugo sliko. Ste se že takrat odločili, da boste trener? Ne, v bistvu po tisti sezoni še nisem vedel, kaj bom, ampak potem se je ponudila priložnost, in ja, rekel sem, da bi pač poizkusil, in ne vem, mi je bilo kar zelo všeč, sicer zelo težko, ni bilo enostavno, ampak ja, zdaj smo tukaj. Se skoki na letalnici precej razlikujejo od skokov na normalnih skakalnicah, če tako rečem? Ja, bi rekel, da je kar nekaj razlike, no. Veliko dlje časa si v zraku,
veliko več užitka ti je namenjenega tam, oziroma veliko več nagrade za dober skok dobiš na velikih skakalnicah, na letalnicah, kot pa na manjših napravah. Do katerega metra ste največ poleteli? Do 224 metrov. To je v bistvu najdaljši skok, ampak imam pa veliko teh skokov, tam okrog 220 metrov, ki ni mi ratalo nekako prebiti tam čez to črto. Žal vam verjetno ni, da ste se odločili za trenerski poklic. Ne, v bistvu ravno obratno. Tukaj se mi zdi, da še vseeno nekako sedaj tudi bolj razumem, kaj se je dogajalo, in tukaj pa tudi povezovanje nekih stvari, in pa pač najbolje pa to, da pride tekmovalec do tebe, imaš kak pogovor in včasih sta skupaj v težavi in ko najdeš rešitev, tehnično rešitev ali pa kakršnokoli rešitev in to deluje, se mi zdi, da je to takšno zadoščenje, ki ga ne dobiš pač kjerkoli. Vi ste imeli, ali pa obratno, Primož Roglič je imel privilegij, da z vami trenira, ne? Ja, v bistvu ja, s Primožem smo trenirali skupaj, ko bi rekel, od malih nog, tako da ja, in dokler je on treniral smučarske skoke. Vas je kdaj mikalo, da bi se preselili v kolesarstvo? Ne, mene ni, ker sem že pač tudi šla kdaj skupaj na kolo in tako naprej, tako da ne, je tam toliko odstopov, da mogoče to, čeprav nisem bil toliko slab, sem bil od njega veliko slabši, no. Se še kaj slišite? Ja, bi rekel priložnostno, pa če v Sloveniji. Drugače ste pa soseda, ne? Kako, mislim, blizu doma? Ja, blizu smo sosedi, ja. Če bi bila zdaj soseda, bi bilo zelo dobro. Bi bil v Monaku, ali pa v Monaku, ja. Ali pa bližje Kranju, ja. Res je. Andraž, kaj pričakujete od naslednje sezone? Ja, jaz upam, da bo ta sezona, ko bi rekel, glede poškodb veliko lažja, oziroma da teh motilnih dejavnikov ne bo. Jaz vem, da dekleta se bodo potrudila maksimalno, mi jim bomo dali pač vse vzvode za uspeh in tako naprej, in upam, da bomo uživali še v naslednji sezoni. Vaš oče je dolgoletni trener in alfa in omega skokov v Kisovcu. Spremljate te mlade kisovške nadobudneže, kako se razvijajo? Ja, seveda. Velikokrat, predvsem poleti, grem na skakalnico, da malo pogledam, kako jim gre, včasih, če kje za pomagati, tudi to skočim. Pozimi sicer ni toliko časa, ampak ja, rad vidim, kako rastejo gor, in upam, da bodo v prihodnosti tudi oni v vrhu sveta. Je kaj dobrega materiala v Kisovcu? Ja, vedno smo imeli in vedno, po moje, dokler bo taka zagnanost in, ko bi rekel, dokler bomo vzdrževali tako delo, oziroma tudi bojo vzdrževali tako delo, bomo imeli priložnost. Včasih se mi zdi, da nam edino fali ona iskrica ali pa kanček sreče, da bi katerikoli pogledal v svetovni vrh. Andraž, najlepša hvala za pogovor in seveda veliko uspeha pri nadaljnjem delu in karieri. Hvala lepa, srečno.